Pozdravljeni. V poplavi novic, ki so sledile objavi nameri skupine Volkswagen, da bo vstopila v Formulo 1, je bilo zapisanega mnogo tistega, kar je res, in tudi mnogo tistega, kar sploh resnično ni. In danes si bomo ogledali, kaj vse smo lahko prebirali v preteklih dneh. Najprej bi rad poudaril, da ni moja želja kazati s prstom na tega ali onega, ker se je v določenih pogledih lahko tudi zmotil. A želel bi poudariti nekaj. Imeli smo enkratno priložnost, da bi lahko široki publiki predstavili kar nekaj zanimivih vidikov iz zgodovine motošporta. In mnogokrat se je tudi zgodilo, da je ta novica bila objavljena tudi v splošnih medijih, in tam je bilo zaznati več napak, več pretvorb, več nebuloz, kot na tistih straneh, ki se v resnici ukvarjajo samo in edino s Formulo 1. A to tudi ni toliko važno, kajti mi navdušenci beremo vse. A pojdimo si najprej ogledati, kaj se je pravzaprav zgodilo v preteklih dneh. Namreč dejstvo, da so pri skupini Volkswagen uradno objavili namero, da bodo vstopili v svet Formule 1, je in ni novica. Namreč bilo je pričakovano, kajti pri FIA so korenito spremenili tisti del pravilnika, ki ga bomo videli v sezoni 2026. Brisali so MGUH, zvečali kapaciteto baterij in vse na željo koncerna Volkswagen. In bil je verjetno nek dogovor, ukolikor se pravila spremenijo, bomo mi v Formulo 1 vstopili, drugače ne. Ker je do sprememb prišlo, je bil rezultat, hočeš nočeš, pričakovan. Zato kakšne histerije, kakšnega presenečenja ni bilo, vsaj tak je moj pogled. Zanimivo je nekaj drugega. Namreč koncern je potrdil svojo namero o vstopu v Formulo 1. A marsikje smo lahko že brali, da koncern Volkswagen z dvema znamkama Audi in Porsche uradno vstopa v Formulo 1. Uradni vstop pomeni nekaj drugega. Da bi to bolje razumeli, je treba pogledati, kaj piše v tistem dodatku tehničnega pravilnika, ker so točno definirani datumi. Zaenkrat še nimam tehničnega pravilnika za sezono 2026, smo namreč na začetku sezone 2022, ampak do konca tega obdobja, do sezone 2025, so zadeve jasne. Najkasneje do 1. januarja leto prej, ko misli nek dobavitelj vstopiti, mora oddati FIA dokumentacijo o tem, da želi vstop v Formulo 1. In to bi pomenilo po zdajšnjih kriterijih, da mora koncern Audi Volkswagen in seveda znamko Porsche to prošnjo oddati najkasneje 1. januarja 2025, kjer bo točno definirano, komu bojo dobavljali in kaj bojo dobavljali. No, seveda marsikdo izmed vas bo rekel, vsaj v resnici gre samo za formalnost, ampak uraden vstop v svet Formule 1 je formalnost, če vzamemo iz tega zornega kota. Torej, bistveno prezgodaj je govoriti o uradnem vstopu, a zato je še obilica časa. Namreč projekt pogonskega sklopa v koncernu se še niti začel ni rojevati. In sedaj pridemo do druge točke, ki je izjemno zanimiva. Namreč govori se o dveh znamkah, ampak mnogi namigujejo, da bomo videli tudi dva projekta. Kar je v bistvu izjemno nesmotrno. Namreč to pomeni dve ločeni skupini inženirjev, ločene dobavitelje za določene dele
in praktično interno konkurenco. Znano je, da na tržišču pač zmeraj primanjkuje tistih pravih inženirjev. Videli smo pri Red Bullu, ki je bil prisiljen dobesedno krasti kader pri ekipi Mercedes. In sedaj pri Audiju in pri Porscheu bi želeli dve skupini. Da vam bo malce bolj jasno, tudi pri pogonskih sklopih veljajo enaka pravila kot pri šasijah. Se morda spomnite polemik pri ekipi Haas, ki naj bi dobivala pomoč direktno iz Ferrarija, in govorimo o letošnji sezoni. Tudi tu, ukolikor si želijo dva ločena biroja, morajo zadostiti izjemno ostrim pogojem, kar bi jih lahko stalo ogromno denarja in tudi privedlo v marsikatero kočljivo situacijo. Namreč, ukolikor bi imeli en biro, bi bili tam zbrani najboljši kadri, ki bi določene težave seveda hitreje odpravili. In ukolikor imajo en pogonski sklop, seveda z dvema različnima znamkama, ne bi bil eden hitrejši od drugega in torej tudi notranje konkurence ne bi bilo. Gre za moje osebno mnenje, moje osebno videnje, ki je lahko napačno. Seveda tako pri Audiju kot pri Porscheu lahko naredijo svoj pogonski sklop in pridejo v Formulo 1. In sedaj bo marsikdo dejal, saj imajo izkušnje. Izkušnje od kod. Govorimo o projektu z vztrajnostnih dirk, kjer je Audi kraljeval, ko je imel motor z notranjim izgorevanjem z dizelskim gorivom. Seveda Porsche ima izjemno zanimiv projekt v svojem pokalu Super Cup, kjer imajo letos popolnoma sintetično gorivo. A sklicevati se na tisti vztrajnostni prototip 919 je popolnoma brezpredmetno. Namreč gre za čisto drugačno tehnologijo, ki nima nič skupnega z današnjim pogonskim sklopom v Formuli 1, z onim v sezoni 2026 pa še najmanj. Zato si lahko predstavljamo, da morajo pri obeh znamkah ali skupnem biroju začeti pravzaprav iz ničle. In najprej morajo dobiti ustrezen kader, ki ga, kot sem že omenil, zmeraj primanjkuje. A sedaj se moramo ustaviti pri tistem, kar je pisalo v mnogih člankih in kjer sam vidim zamujeno priložnost za razne avtorje. Namreč zgodovina obeh znamk je tako zanimiva, da bi lahko marsikaterega navdušenca dobesedno pritegnila. Slišali smo lahko v večini primerov, da Porsche je odsoten iz sveta Formule 1 3 desetletja. Podatek je točen. Pozabi se omenjati marsikaj zanimivega. Od tega, da so bili v 60-ih konstruktor v Formuli 1 in to z izjemno zanimivo družino bolidov. Namreč takrat je bila v 60-ih formula, ki je imela 1,5 litra prostornine v motorju z notranjim izgorevanjem. Porsche je imel zračno hlajenega. Tistega najbolj znanega 804 sem pred časom predstavil v čisto posebnem prispevku. Kolikor koga izmed vas zanima, seveda kot običajno dobi bližnjico v samem opisu, drugače je pa bolje, da gremo dalje. Namreč mnogi izmed vas se spomnite ere turbomotorjev iz 80-ih let. McLaren je imel takrat motorje, ki jih je izdelal Porsche, ampak so se klicali TAG. In to je nekaj, na kar mnogi avtorji pozabijo. Namreč, ukolikor pogledamo sam pokrov ventilov, bomo lepo videli, da na njemu piše Technics d'Avantgarde. Pokojni Mansur Ožee je plačal Porscheu, da je za McLaren napravil tisti znameniti turbomotor. In seveda marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, no ja, saj vemo, kdo ga je izdelal, kako se kliče v resnici, ni tako važno. Tu bi vas rad spomnil na neko usporednico iz letošnje sezone. Tudi pri Red Bullu vemo točno, kdo izdeluje njihove pogonske sklope.
Sedaj bi bilo prav, da ukolikor one McLarenove iz 80 let imenujemo Porsche, da tudi one Red Bullove iz sezone 2022 imenujemo tako, kot je prav. Enaka pravila, seveda tako v sedanjosti kot v preteklosti, in mislim, da se bo marsikdo izmed vas strinjal. A res, te znamke uradno v svetu Formule 1 ni približno 30 let. A to je ena izmed tistih epizod, ki si jo želijo čim prej pozabiti. Namreč takrat so bili dobavitelj izjemno neuspešnih motorjev V12, takratni ekipi Footwork. Njihova dobava se je nekako obdržala samo 6 velikih nagrad, dokler niso nad njimi popolnoma obupali ter se nekako prilagodili vseprisotnim motorju Ford Cosworth. In verjetno ta opis Porscha v letu 1991 je ena izmed tistih zadev, ki bi si jo radi v koncernu Volkswagen čim bolj izogibali. Pojdimo raje k Audiju, kjer lahko slišimo tudi marsikatero zanimivo izjavo. Naprimer to, da Audi v svetu Formule 1 še nikoli ni nastopil, kar je in ni. Namreč mnogi avtorji se slepo držijo tistega, kar piše v raznih uradnih zgodovinah. In tu je zapisano vse ono, kar se je zgodilo od velike nagrade Velike Britanije naprej. Začetka svetovnega prvenstva Formule 1. Ni vsa zgodovina Formule 1. Namreč v tisti formuli, ki se jo lahko spomnimo izpred druge svetovne vojne, smo lahko imeli kar zanimive bolide, ki jih je proizvajal Auto Union. Auto Union ni nič drugega kot Audi. Bili so v bistvu edini nasprotniki takrat Mercedesu in imeli so tehnološko izjemno napredne projekte. Samo tako z pokušino. Pred drugo svetovno vojno so pri Auto Unionu imeli bolide, ki so motor namestili za voznika. Torej, podobno kot John Cooper konec 50 let. V bistvu tisto, kar smo videli pri tipu C in tipu D, je bilo desetletja pred vso ostalo konkurenco. In to zgodbo marsikateri avtor dobesedno prezre, ker Audija ni bilo v Formuli 1 od leta 1950 naprej. In verjetno marsikoga izmed vas bi tudi ta podrobnost zanimala. Sedaj bomo šli še na neko malenkost, na katero pa mnogi pozabljajo. Ne vemo še, kaj se bo zgodilo do sezone 2026. Govori se, da si želi Audi celo kupiti lastno ekipo. Porsche ne bi se vezal k Red Bullu, ampak zopet govorice. Tu bi rad poudaril nekaj. Kolikokrat smo slišali ono zgodbo o srebrnih puščicah. Ampak če je kdo med vami malce bolj natančen pri preučevanju zgodovine motošporta, bo kaj hitro opazil, da Audi, tudi Porsche, so uradno uporabljali srebrno barvo. O tem, da je zgodba srebrnih puščic malce prirejena, sem tudi pred časom naredil prav poseben prispevek, a k temu se ne bomo vračali. Vprašanje je, ukolikor bo v sezoni 2026 Audi vstopil z lastno ekipo, kakšne barve bo? Bo podoben Mercedesu? In kdo bo v resnici srebrna puščica? Zanimiva tema, ki bi se jo lahko lotil marsikateri avtor, ki je to tematiko dobesedno pometel pod preprogo. A vidimo lahko, da v svetu motošporta iz take, recimo temu pričakovane novice, kot je namera o vstopu v svet Formule 1, razvijemo kar lepo serijo prispevkov o tem, kaj to pomeni. In tudi to je nekaj, kar dviguje našo raven kulture motošporta, nekaj, na kar pogostokrat pozabljamo.
danes za ta kratek prispevek bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.